En lep pozdrav vsem, najprej seveda hvala za vabilo, spet sem z vami, zelo rad nekako posredno sodelujem, neposredno pa v takih raznih kongresih oziroma pač vaših taborih, torej peti poletni tabor Šute, in da se boste dobro imeli. Z Dominikom smo se malo pogovarjali, torej kaj in kako bi, kakšno predavanje bi bilo danes. In je naslov tak, da pravzaprav, da vam bo pokazal zopet, kje so omejitve pri samozdravljenju tako bolečine kot vnetja. Ko govorimo o vnetju, kasneje mislim predvsem na vnetje, ki vas, kronično vnetje, ki vas najbolj pesti, je torej artritis, lahko tudi spondylitis, druge vnetje so nekoliko manj pogosta. Jaz predlagam tako, da kadarkoli me lahko ustavite, se pogovorimo ali pa potem na koncu, če bo vprašanje. Torej, prvič bi vas seveda upozoril na besedo samozdravljenje. Torej, to pomeni, da greste v lekarno in sami se odločite in vzamete, da pač nabavite tisto zdravilo, za katero mislite, da vam bo koristilo, oziroma vprašate seveda farmacevta, lekarnarja. Torej, brez recepta, po domače povedano, zato je govorimo o samozdravljenju, ko se lahko sami odločate, kaj in kako. Seveda, hemofilija je povezana z bolečinami in je povezana z vnetji, kot sem rekel, artritis je tisti, ki je nekako mogoče eno od najbolj pomembnih ali pogostih kroničnih vnetij, ne akutnih. Kar se tiče bolečine, ne moramo začeti od samega začetka, torej kaj bolečina je, vsi vemo, ampak zanimivo je pa to, da pravzaprav se bolečine močno individualno razlikujejo po moči, trajanju in pravzaprav kako pogosto se pojavljajo. Kakršnekoli bolečine že, o tem malo kasneje. In seveda jih osnovno jih delimo na akutno, torej nekaj ur, dni in tako naprej, ali to zobobol, bolečine želodcev, glavo, bol in tako naprej, ali pa kronične, ki trajajo dolgo časa. No in tukaj bi vas opozoril, v Sloveniji imamo še vedno premalo medikamentoznega posega pri kroničnih bolečinah. Zakaj? Ker smo Slovenci en tak trpeč narod, in vedno so nas učili, kar malo potrpi, kaj boš, kar malo potrpi. In seveda potem trpimo, tudi zdravniku nočno povedati, ali pa sedimo ali pa v okolici. Mi imamo neverjetno velik diapazon sredstev proti bolečinam. Žal pa tistih, ki bi jih lahko kupili sami, oziroma nabavili v lekarni, torej za samozdravljenje, pa pri hemofiliji ni tako zelo veliko. To pa je seveda problem, pa kar se tiče bolečine še je, kar se tiče vnetij, bomo tudi morali pa seveda pozorni in na kaj pozorni. Tukaj je pravzaprav ene vrste, še po nekaj slajdov v angleščini, to je nekaj drsnih v angleščini, nič hudega, vi ste strokovnjaki, poznate, pa kljub temu, bom šel pač nekako skozi. Pravzaprav ena osnovna zadeva bolečine je povezana največkrat z prostaglandini. To so molekule, ki so v našem telesu, se tvorijo in so povezane tako z bolečino, kot tudi nenazadnje z tvorbo, z vplivom na trombocite, z tvorbo, torej skratka, tistega dela krvnega sistema, ki je za vas kot hemofilik zelo pomemben. Tako da, če blažimo bolečino in vnetje za zdravili, ki vplivajo na strjevanje krvi, in vsi o polnoči veste, da bom zdaj rekel aspirina, torej ta je kontraindikiran, tega seveda ne bomo vzeli, čeprav bi bil za človeka, posameznika, ki ni bolnik, ki ni hemofilik, čisto v redu, v tem, kaj to pomeni. Ampak tukaj, da vidite malo, kako to nastane, torej nastanejo pravzaprav ene vrste molekule, ki delujejo na ta način, da če blokiramo nastanek teh molekul, prostaglandinov, blokiramo bolečino. In po drugi strani seveda lahko delno blokiramo tudi vnetje, čeprav vnetje grejo potem po drugi poti, in bom to pokazal kasneje. Dominik ne gre več naprej, gre, to sem tudi pa kar preskočil. Bo v redu. Vrnem se na to, ne vem, če kako poznate bolečinsko lestvico. Jaz sem prej rekel, da so bolečina pravzaprav ene vrste individualni občutek. Če bi moški morali roditi, potem bi bila lestvica ne od 1 do 10, ampak od 1 do 20 ali pa še več, torej ženske nekako
bolj potrpežljivo prenašajo bolečino, predvsem kronično, ampak to je odvisno od posameznika. Nekatere pač ne boli, gre k zobozdravniku, pa če zobozdravnika bi želeli anestezijo, lokalno anestezijo, ne, kar dejte, ne. Jaz sam recimo se ne usedem na tisti stol, dokler ne dobim injekcije, ni govora, me bojo prskati po zobeh. Mimogrede, ko sem star 15-16 let, je rekel zobozdravnik, potrpi malo. Potrpi, ko boš ti velik odrasel, bomo imeli take pištolce in bomo kar nastreljali nove zobke noter. Ne? Še vedno vrtajo, še vedno hodim, še vedno boli, ne? Tako da verjetno bo to še nekaj časa. Tako, zato ne gre hitro medicina v prakso, kot gre znanost naprej. Ja, to sem povedal. In zdaj, ko smo pri bolečini, je prva zadeva za vas seveda paracetamol. Torej, to je, lahko bi rekel lekadol, pa ne smem, kako ti moram reči tudi Daleron in tako naprej, moram vse zdravila omeniti, ki so na razpolago v Sloveniji, ki vsebujejo paracetamol. Poglejte, za hemofilijo bojo vedno rekli, pri samozdravljenju bolečine vzemite paracetamol. In to drži. Zakaj? Paracetamol ne vpliva na spremembe krvnih celic, na strpanje krvi, na nastanek tako imenovanih strdkov, trombocitov in tako naprej, kar pomeni, da je varen. Ampak varen do ene določene meje. In to je približno gram ali pa 2. Videli ste hitro, od česa je to odvisno? Koliko radi popijete kakšen kozarček vinčka ali pa 2? Veste, jaz sem rekel, jaz nisem alkoholik, ker popijem dober kozarc penine. No in zdaj Miljanka bo potrdila, da je to res, zvečer popijeva vsak po en kozarc. Ampak žal je Rogaška začela delati take velike kozarce, da gre cela steklenica penine, pol eno pa je en kozarc. Torej, to je zelo pomembno. Torej, koliko pravzaprav popijemo. Zakaj? Paracetamol seveda se metabolizira v jetrih, tako kot skoraj vse ostale majhne zdravilne učinkovine in bomo videli malo kasneje, kaj se nam lahko zgodi. Torej, deluje zelo dobro protibolečinsko, žal pa ima šibko protivnetno delovanje. Kaj to pomeni? Tako šibko protivnetno delovanje, da če imate recimo bolečine v sklepih, vam paracetamol skoraj ne bo pomagal. Ali to si pravi, to Daleron ali katerikoli drug. Zelo dobro bo pa seveda pomagal, torej protivnetno, bo pa protibolečinsko zelo dobro pomagal. Da ne smemo pretiravati. Zakaj? Videli boste kasneje, ker deluje tako zelo podobno, veže se na iste receptorje kot kanabinoid CBD. CBD je zdaj zelo popularen. CBD je tudi že registrirano zdravilo, vendar za druge stvari, ne za bolečino, za recimo pri otrocih, pri epilepsiji, Epidiolex in tako naprej, torej ne bom delal reklame, ampak hočem to povedati, da skratka CBD bo mogoče tudi zdravilo proti vnetju, tudi delno proti bolečini, zaenkrat še ni. Ugotovili pa so pred kratkim, torej paracetamol se uporablja že 70 let, pa so še pred kratkim ugotovili njegov mehanizem delovanja, ki ga bomo imeli malo kasneje. No, ko govorimo o paracetamolu, sem rekel, je zelo pomembno, torej, kakšna so naša jetra. Če vsak dan jemljemo 2-3 grame skozi daljši čas in če v jetrih ni dovolj ene molekule, ene naše endogene molekule, ki se imenuje glutation, torej če ni dovolj reducirane oblike, torej se proste oblike, potem jetra niso zaščitena. In mi, če imamo dobro zaščitena jetra, potem lahko več tega paracetamola pojemo. Če pa ne, pa pride do tako imenovanega enega metabolnega procesa in lahko poškodujemo jetra. Veste, jetra so izjemno hvaležnega. Mi ga lahko matramo še torej 40, 50, 60% jetrnih celic, ki se jim reče hepatociti, lahko pravzaprav niso delujoči, so že pravzaprav v fazi nekroze, pa ne bomo nič vedeli. Ko pa pridemo 70%, pa pride do jetrne ciroze, kar lahko vodi tudi v raka jeter. In dolgotrajno jemanje paracetamola lahko vodi do poškodbe jeter. Ampak seveda spet nad 2 grama, lahko pa tudi že prej, odvisno. In taka skrivnostna zadeva, ki jo lahko tudi seveda v lekarni kupite brez recepta,
ne vem, če poznate N-acetilcistein. Zdaj bomo žal narediti reklamo, zato ker je to edini, ki je pri nas na razpolago, je lekov Fluimucan, ki ga sicer uporabljamo za izkašljevanje, za lažje izkašljevanje. No, ta preparat vam vrne glutation v osnovno stanje. Torej, vam popravi jezik, po domače povedal. Torej, tisti, ki mogoče le popijete preveč, je dobro narediti eno kuro, kot se temu reče, s Fluimucanom, recimo 20 vrečk, eno na dan, to je 600 mg, pa boste veliko za svoje jetra naredili. Vendar, takoj poudarjam kot farmacevt, to ni zapisano torej to ni indikacija. Ko boste prebrali navodilo, tega ne bo nikjer pisalo. Fluimucan je uradno za lažje izkašljevanje. Molekula je N-acetilcistein. Vendar pa vidimo, da popravlja jetra in veste, kdo to ve, na Dolenjskem, zdaj, ko se bo Martinovo začelo, tam že vsi v vseh vejo, da morajo v Fluimucani v lekaj, ker se zelo poveča prodaja tega. No, sem tako da, seveda si lahko tudi, kako pomagamo z zelo veliko zelenjave, take in drugačne, predvsem zelene, to pomeni brokoli, solata, brokoli sploh vrne osnovno stanje, ampak to morate vedeti, skratka, tisti, ki jemljete veliko paracetamola, morate imeti zdrava jetra. Artritis. Dobro poznano, problem, ki se pojavlja v hemofiliji. Če je to nekako zdrav sklep, pa katerikoli, kaj to pomeni, torej imamo sinovialno tekočino, sinovialno membrano, ta tekočina mora biti bistra. Potem pa imamo seveda kost na kost, to zelo boli, če kost na kost drsa, zato se je narava naredila tako, da je obdala kost z hrustancem. No in to imamo tako zdrav hrustanec in pa mazivo. Mazivo je hialuronan in pa drugi mukopolisahharidi in tako naprej, torej molekule, ki delujejo tako, kot bi pri mašini dali olje med zglob. Brez olja ne gre pri mašini, tako tudi pri nas ne gre. Pri hemofiliji je izliv krvi v različne sklepe, kjerkoli že prisoten. In to seveda vodi lahko do poškodbe hrustanca, ampak ne zaradi krvi. Zato, ker ta postopek, ta napaka ali pa kakorkoli mikropoškodba, aktivira metaloproteaze. Metaloproteaze so pa eni encimi, ki začnejo razgrajevati močno hrustanec. To je prva zadeva. Druga stvar, sproščajo se molekule, imenujemo jih provnetni citokini, ki so tukaj našteti in ti še dodatno poslabšajo stanje. In tretje, kar je še hujše, pa lahko nastanejo tako imenovane kostne ciste, kjer je potem že seveda postopek ali operativno ali kakorkoli čiščenje prisotno. Kot sem omenil paracetamol in samo zdravljenje, je to pravzaprav to. Zelo malo imate na razpolago nekih protibolečinskih učinkovin, ki jih lahko nehemofiliki jemljamo. Torej kaj? To so tako imenovani nesteroidni antiaromatiki, torej poleg paracetamola, ki drugače deluje, je tukaj ibuprofen, potem je naproxen, potem imamo, rekli smo, acetilsalicilkrislin oziroma aspirin, ki ga vi videti ne smete, potem imamo tukaj recimo ketonal in tako naprej. Žal, vse te molekule vplivajo tudi na stelevanje krvi, ampak je veliko vprašanje, namreč, če ni paracetamol, potem je druga stvar ibuprofen. To je najbolj pogosta protibolečinska učinkovina, ki se v lekarnah seveda jemlje poleg naproxena. Pri nas je naproxen manj nepovarna, to je nalgezin, ki je v obliki S, ki ga lahko dobite za samo zdravljenje, ali pa ibuprofenov je pa zelo veliko, ne bom našteval zdaj ta imena. In je bilo dolgo časa rečeno, da ibuprofen, ker tudi vpliva delno na trombocite, tudi delno lahko naredi disregulacijo, torej neravnovesje v stelevanju krvi, da ni za hemofilijo. Jaz sem zelo veliko, smo se pogovarjali, smo brskali, da to je sicer zelo star članek, par novejših je, ampak tukaj je bila prva dobra klinična študija narejena in sicer 16 tednov so dali velike količine
ibuprofena, torej 1600 mg, to bi bilo recimo tam 4 tablete dnevno, 20 hemofilikov, ki so imeli seveda hemofiliatično artropatijo oziroma artritis. In potem so gledali, kaj se dogodi in so ugotovili, da ibuprofen ne deluje na poslabšanje stanja. V teku 16 tednov. Torej, na ta način bi lahko rekli, da je pravijo, ibuprofen je na nek način varen, tudi pri hemofiliji, vendar kaj pa mi pravimo zdaj, po vseh teh izkušnjah, ja, ampak povprašajte svojega zdravnika in če že, potem je lahko ibuprofen nizkoodmerni, 200 mg, ali pa kombinacija, ki se zdaj pojavlja, je ibuprofen paracetamol. To je kombinacija, ki jo dobite v lekarnah, vendar ne skozi daljši čas in vedno seveda se posvetujte z samim zdravnikom. Tukaj je spet sicer v angleščini, ampak zelo pomembno, vidite, torej imamo zdaj protivnetno delovanje v to smer in tukaj imamo protibolečinsko delovanje. In tu so naštete praktično skoraj vse učinkovine, ki jih lahko uporabljamo. Zelo dobro protivnetno delovanje, in to je za vas pomembna skupina, so koksibi, celekoksibi in tako naprej, spet zaščitene imena ne bom govoril, ampak na škatlici, to vi ste strokovnjaki, in lahko pogledate vedno na škatlici, je gotovo, torej je zaščiteno ime, potem je pa spodaj pa piše še katera učinkovina. In koksibi so izjemno dobri protivnetna sredstva, vendar žal niso za samo zdravljenje. Vi jih ne morate kar tako navaditi, morate imeti recept. Ampak ti ne vplivajo praktično skoraj nič na spremembo pri strjevanju. To ne podaljšajo protrombinski čas, ne spremenijo količino trombocitov in tako naprej. Potem so pa druge seveda učinkovine, ki delujejo in protivnetno in pa protibolečinsko in največ je teh neselektivnih, kot smo rekli ibuprofen, naproxen in tako naprej, paracetamol ni, ker deluje drugače. To so pa neželeni učinki. In kaj se nam lahko zgodi? Bolj, ko gremo proti bolečinskemu delovanju, več bomo imeli pomeni gastrointestinal, problemov z želodcem, z prebavljivim. Kaj je pri vas nevarnost? Vse recimo aspirin, dobro vemo, da sistemsko deluje tako, da zmanjšuje možnost nastanka strdkov, ampak velika večja verjetnost je, da bo pri hemofiliku prišlo do krvavitve iz želodca. Tega recimo, to je tako velja za aspirin na splošno, pri vašem dobro. Torej skratka, vse te, tudi ibuprofen, delno ketoprofen, piroksikan, deluje tako, da pospešujejo težave z želodcem. Lahko pride do krvavitve in pri vas bi bilo to lahko zelo narobe. Zato je to tukaj v tem primeru, to niso učinkovine za vas. Po drugi strani pa koksibi ne delujejo, nimajo teh neželenih učinkov, delujejo dobro protivnetno, vendar pa imajo več kardiovaskularnih, torej srce in ožilje. Če boste dolgo časa imeli koksibe, je treba zelo paziti na vaše srce, ožilje in tako naprej. Torej vidite, da za samo zdravljenje pri hemofiliji ni veliko izbire, ni tako velika izbira, kot bi sicer bila pri nas. Delam malo reklame, torej skratka, da se ibuprofen jemati, še boljši je ibuprofen lizinat, ki se izjemno hitro absorbira že v želodcu, manjša količina je dovolj in deluje zelo močno protibolečinsko in tudi protivnetno. Za razliko od paracetamola, torej recimo nekaj Velerona, ki deluje dobro protibolečinsko, vendar slabo protivnetno. Spet malo važenja, to nisem jaz, moja skupina, ampak je skupina profesora Srčiča z fakultete za farmacijo, so gledali toknostne parametre, torej koliko ima ibuprofen lizinat enih prednosti pred ibuprofenom. In ibuprofen lizinat, recimo Dodelijev je na razpolago v lekarni. Varnost ibuprofena je pravzaprav relativno velika. Kar se tiče želodca, prebavil, predvsem seveda kakšne krvavitve želodca. In zato ga lahko jemljamo, pa bolečini in tako naprej.
Kaj je za vas zelo pomembno in kar svetujemo, je kombiniranje učinkovin. Kaj to pomeni? Torej, če vzamemo, predstavljate si, da vsaka učinkovina, recimo paracetamol, ta se veže, mislim, da vam kasneje to narejeno, se veže na arahidonsko kislino, ne na molekulo v telesu in šele potem začne delovati. V bistvu se veže njegov metabolit. In vsaka zdravilna učinkovina ima eno prijemališče. Ali je to cim v telesu, ali je to receptor, recimo površina celice ali kako. In če mi jemljemo prevelike odmerke, torej doza se povečuje, bomo zasitili tisto mesto. Skratka, ne bo več učinka. Učinek se izniči, da tukaj imamo odmerek, pa učinek. In če namesto 400, 500, 600 mg vzamemo 1 gram, in ker imamo zasičeno prijemališče, ali je to encim, ali je to receptor, ali je to nekaj del molekula v celici, ali izven celice, potem z povečevanjem odmerka ne bomo povečali delovanja. Če mi 1 gram paracetamola ne deluje proti bolečinsko, mi 2 grama tudi ne boste več. Se bojo pa zgodili neželjeni učinki, kar se tiče recimo jeter, mogoče tudi ledvic, predvsem pa tole, skratka, prišli bodo na plan vsi neželjeni učinki, tisti pozitiven učinek pa ne bo več primeren. Zato je mogoče za hemofilijo primerno kombinirati manjše odmerke. Paracetamol, ibuprofen sem že omenil, ali pa paracetamol, kofein, ne vem, ste kdaj probali, če vas glava boli, pa vzamete kavo brez mleka, čisto kavo popijete, že sam kofein dobro deluje. Če pa date malo limone noter, dobite kompleks kofein, citrat, obupna kava. Ta kava z limonom ni za kamor, ampak vas bo zelo hitro lahko glava neha, vedno pa kaj drugega. Tako da kombinacija paracetamola, kofeina je smiselna. Zraven je lahko še kodein, ne več kot 10 mg. Kodein je derivat morfina, ne se ustrašiti, torej tukaj ne boste zadeti, to ni, da bi se karkoli, ker je tega zelo malo in sicer je tega 10 mg največ pri zdravilih, ki jih lahko sami nabavite v lekarni, ampak povečuje protibolečinsko delovanje. Predvsem je pa kodein tudi dober antitusik. Kaj pri antitusik? Preprečuje kašljanje. In zdaj si predstavljate, da imate eno virozo, ko je suh kašelj, vas boli glava, vas bolijo sklepi, idealna kombinacija, torej paracetamola, kodeina, kofeina. Pri nas imamo tukaj v Sloveniji 2 taki, torej skratka, včasih je bil saridon ali mirjen, saridona ni več, ne? Je še. No, saridon ali pa recimo kafetin. Kaj pa optalidon je, včasih je bil samo tudi brod s kodeinom? Ja, ne, optalidon ni imel kodeina, je bil brez kodeina. Je bil kofein, paracetamol, pa pa tale, če se je kofein, propifenazon. Torej, skratka, paracetamol kot tak, smo rekli, je dober v kombinaciji za vas. In ta kombinacija kodein, paracetamol, propifenazon je recimo ena odlična kombinacija, kar se tiče samih bolečin. Pri vnetju imate zelo malo možnosti, ampak tiste možnosti, ki pa so pa seveda skupaj z zdravnikom. Prvo je iniciranje v sklep. To veste, torej skratka, v tem primeru je kombinacija najprej lokalnega anestetika skupaj z metotrexatom, ampak to ne morete sami narediti. Torej to mora biti zdravnik, ki vam to pomaga. Kar se tiče torej, artritisa, ki je povezan z hemofilijo. Drugače pa je protivnetno, kar se tiče vseh učinkovin, so vse na sam recept in si tukaj ne morete sami pomagati. Dobro protivnetno deluje tudi kurkumin, vendar ga je treba dalj časa imati, kurkumo in to z maščobo, ali je to mlečna maščoba, kot je recimo smetana, ali je to recimo neki kombinacija z kakšnimi oljnimi kapljicami in tako naprej. To je na ta način si lahko tudi močno pomagati, kar se vnetja tiče. Poglejte, to je bilo odkrito pred kratkim, sicer članek tukaj že 10 let, ampak zdaj vemo,
da paracetamol deluje kot CBD. Tako da nič hudega ne bo, če boste imeli CBD, ni sicer uradno zdravilo, prej poslej bo to tako imenovana novel food, torej zdrava hrana. In vidite, kaj se zgodi. V možganih se paracetamol nastane najprej paraamenofenol v žovjetrih, potem se v možganih veže na eno domačo molekulo, endogeno molekulo in blokira iste receptorje kot CBD. Torej, tukaj vidimo zdaj, zakaj lahko CBD deluje protibolečinsko in protiumetno. Naprej. Tega svedala, pa še naslednjega. No, povedajte, tule, ko govorimo o paracetamolu. V Ameriki se paracetamolu reče acetaminofen, to je ista molekula. In kaj pravi FDA? Veste, da je v Evropi imamo EMA, Evropska agencija za zdravila, v Ameriki je pa to FDA, torej Ameriška agencija za zdravila, in ta pravi ne več kot 325 mg naenkrat. Mi pravimo recimo 1 gram do 2 paracetamola. Ker drugače lahko pride do resnega poškodbe jeter in tega si seveda ne želite. Naprej. Ok, to smo dali. Naprej. Ja, poleg artritisa se vam lahko zgodijo še sledeča kronična vnetja. Tako, zdaj pa spet šlo. Glede, torej skratka, seveda, jaz sem govoril o artritisu, ki je najbolj pogost, ampak imate lahko luskavico zraven, lahko ima kronova bolezen, ulcerozni kolitis. Teh kroničnih vnetij je kar nekaj. In prva izbira, smo že povedali, je direktno obisk v sklep, kar je dobro, ampak to ni za samozdravljenje. Koksibi niso za samozdravljenje in tukaj vam svetujemo, če že potem ibuprofen, kombinacija paracetamola, ibuprofen izinat, ali pa naproxen, ampak ne pretiravati z odmerkom. In dobro je, ja. Popsteril, te vprašam, so to tudi indicirane za hemofilike ali ne? Nisem slišal, kaj? Popsteril. Ja, okej. To ta zdravila pa analgin, na primer. Ja, tako, analgin, absolutno ja, ampak niste samo, ne morate ga kupiti. Analgin, je to, torej skratka, metamizol učinkovina, ja, absolutno je dobro. Zato, ker ne vpliva na strjevanje krvi, naj bi povzročil zelo redko trombocitopenijo, ampak to je 1 na milijon, tako da lahko. Ampak COX-3 encima praktično ni. Zdaj so ugotovili, da je to ena mutanta COX-2, torej, ko ste že omenili slučaj. Torej, ja, analgin dobite, ampak seveda na recept. Danes je naslov, kaj lahko sami naredite, če morate kaj na hitro. Tako da vidite, torej, to lahko ibuprofen, naproxen, to je recimo analgezin, ampak ne res ne pretiravati in pa po nasvetu zdravnika. Naslednje. Ja, no to smo povedali in še enkrat vidite, kako boste dobili dobre informacije, če morate na hitro nekaj pogledati. Svetujem vam, ker res pazite na, spremljate svoje stanje, a poznate bazo podatkov PubMed, PubMed. Če vtipkate v Google, to pomeni v katerokoli tako imenovano tudi bazo podatkov medicinskih, pa vtipkate besedo recimo ibuprofen in hemofilija, ko ste dobili ogromno enih podatkov, ali pa recimo, če vas zanima, katero zdravilo lahko gledate in tako naprej. No in revija Blood je zelo taka priznana, no in oni pravijo, ja, tukaj se preveč bojimo, torej za hemofilijo, je ibuprofen tu pa tam lahko, za razliko od aspirina, ki ga pač ne smemo. Naprej, prosim. No, to je pravzaprav ista zadeva, torej imamo 2 encima, ki sta zelo pomembna in seveda tisti COX-2 encim povzroča torej je povezan, sam ne povzroča, ampak je povezan z nastankom prostaglandinov, ki poveča vnetje, pa tudi bolečino COX-1 mora biti vedno prisoten in ravno tako, in to sta 2 encima, če jih blokiramo z zdravili, potem zmanjšamo tako vnetje kot bolečino. To je to, kar sem prej povedal. Naprej. Ja, to smo, naprej. Dobro, kar naprej. No, recimo, to je primer tak ibuprofen izinata, ki vam bi ga svetoval, da ga lahko jemljete, ampak ne predolgo. Naprej. Tudi naprej, to smo povedali. No, vidite, kako hitro, recimo, 15 minut po zaužitju imate se že absorbira žled želodca, je že ibuprofen izinat, deluje protibolečinsko in protivnetno, za razliko od običajnega ibuprofena. Naprej.
No, to so tudi že dali, zanimivo, kako je to preskakovalo, vsak drugi, Očitno je stara verzija tega. Pa je ta, ja. Tu so indikacije, ne, vidite, imamo sklepna vnetja, imamo menstrualne bolečine, tega nimate, ne, krvni vrat je prav veliko menstrualnih bolečin, zobobol, glavobol in tako naprej. Ja. Naprej. To smo tudi že dali, še ena varnost, je tudi zelo pomembno, ledvična funkcija. Če jemljete dolgo časa neko zdravilo, ta lahko vpliva na ledvično funkcijo. Ne, če so ledvice kakorkoli nefunkcionalne ali slabo funkcionalne, treba zelo paziti. Ne. In tudi vidite, recimo, da bi mogoče ibuprofen, naproxen bil še v redu, torej to malo deluje, to je relativni risk, torej koliko nevarno je neko zdravilo. Recimo zdravilo meloxicam, čim so okvarjene ledvice, recimo akutni glomerulonefritis, kronični glomerulonefritis, takrat meloxicama ne bi smeli. Vsi meloxicam se tudi ne uporablja, tudi pri vas naprej naslednje. To smo povedali, to smo tudi povedali. Kako naprej? Aha, no tule vidite recimo, kaj pomeni sinergija. Vemo, kaj je aditivnost. Aditivnost 1 in 1 je 2. Če bomo dve učinkovini med seboj dali, če je aditivno, to pomeni, bo dvakrat močneje delovalo, če bo kombinacija. Sinergija pa pomeni več kot 1 in 1, je lahko 3, 4, 5, 6. Sinergijo najboljše ugotovite, kje pri odvetniku. Kolikor visoko ceno si boste postavili, ko boste šli za nek pravni nasvet, boste dali premalo, vas bo odvetnik polupil za več. Torej, to je pol sinergija, neko pričakuješ, da bo ok, v redu 2, 3 odgovori me je dal, to bo recimo 300 €, na koncu je pa 1000. Torej, sinergistično delovanje pomeni, da se učinki tako seštevajo, da je boljši učinek, kot bi bil, če bi posamezne učinkovine same po sebi delovale. No in tukaj imamo primer, recimo, vidite, aspirin, smo rekli za vas, črpa, ne velja. To je paracetamol, ibuprofen, saridon je pa kombinacija kofeina, paracetamola in pa propifenazona. In vidite, kako, recimo, primer kombinacija, kaj tukaj gledamo? Prva ura, druga, tretja, četrta, tako močno deluje protibolečinsko kombinacija. In vidite, da pravzaprav lahko vzamemo manjšo količino posamezne učinkovine, vendar, ker je skupaj kombinirana, bo boljše delovalo. In to je pomembno, ker ti nimate veliko izbire, vi si ne morate privoščiti vseh protibolečinskih. Naprej. Ja, to smo že povedali, naslednja. Ja, kombinacija, to je paracetamola, propifenazona, je tudi sicer ta deluje protivnetno dobro, ampak lahko nekaj malega deluje tudi na strjevanje krvi, ampak praktično zanemarljivo. Naprej. Kofein smo ravno povedali. Naslednja, kodein. Pri kodeinu je pa tako. Torej, belci presnavljamo kodein tako, da nastanejo različni metaboliti, med njimi pa tudi nekaj malega morfina. Ampak tega je tako malo, da ga ne boste nikoli čutili. Morfin je odlično protibolečinsko sredstvo, vendar da bi se ga lahko napadli v veliki količini. Če vzamemo 10 mg, kot je v tableti kodeina, bo prišlo približno 1 mg morfina, torej zanemarljivo malo. Pri tistih posameznikih, ki pa imajo v jetrih en encim, kjer imajo veliko kopij tega, bi pa lahko prišlo pri predoziranju, če bi vzeli 10 tablet, do nastanka morfina. In kolegi v lekarnah pravijo, te točno poznamo, ker pridejo in rečejo 3 škatle kafetina, 5 škatle kafetina, ki vsebuje kodein fosfat, zato je to omejeno, tudi ne moreš kar kupovati. Ampak je izjemno dobro, izjemno varno in na nek način kodein pospešuje delovanje. Torej, skratka, vam svetujem kombinacijo. Tako, to je pa to. Torej, kaj če povzamemo na koncu, vam ne ostane zelo veliko. Pri hemofiliji paracetamol, včasih ibuprofen lizinat, vse ostale, recimo, če paracetamol ne deluje, vam bojo dali močnejšo kombinacijo paracetamola, zdravniki vam bojo predpisali, z opioidi. Ampak to je na recept, ne morate sami.
Sami lahko vzamete paracetamol, kupite v lekarni, lahko kupite ibuprofen dizinat ali še boljša kombinacija, zdaj nova, paracetamol, ibuprofen. Pri vnetjih smo pa rekli, smo omejeni nekaj malega, torej na ibuprofen, drugače pa seveda na recept. Tako da samo zdravljenje pri hemofiliji, kar se tiče bolečine in vnetja, je precej omejeno. Hvala lepa. Imamo še tako vprašanje za profesorja? To je že pripravljena, ali je kombinacija, v ZDA je kombinacija, videl sem na Nizozemskem tudi imajo, drugače pa lahko zdravniki sami metotrexat. Metotrexat je zdravilna učinkovina, ki močno zmanjšuje vnetja. Ja, in recimo metotrexat je zelo pogost pri vseh kroničnih vnetnih boleznih na začetku. Recimo od luskavice do revmatoidnih artritisov in tako naprej, ampak seveda metotrexat jemljajo peroralno, torej ga jemljajo kot tableto. V primeru hemofilije je pa idealno, da se ga obrizga skupaj še z lokalnim anestetikom v sklep in na ta način deluje samo v sinovialni tekočini. Ne gre ven in ker ne gre sklepa, ne vpliva na karkoli, vse metotrexat kot ne vpliva na številne. In to je potrebno z vašim ličečnim zdravnikom se pogovoriti. A to prnes že? Ja, je na razpolago. Ja. Če ne je kombinacija, pa posamezno. Recimo, veliko kdaj je tudi kortikosteroide v sklep, medrol recimo, no, ampak v tem primeru kortikosteroidi zmanjšajo delno vnetje, ampak je vstop krvnih, tako skratka eritrocitov, cele krvi, kot tudi posameznih komponent se ne ustavlja. Pri metotrexatu pa, ker se zmanjšuje vnetje, kajti kortikosteroidi zmanjšuje vnetje za kratek čas. Pri metotrexatu je to močnejše, je to nekako bolj primerno. Tako da morate govoriti s svojim zdravnikom, zapomnite si metotrexat. To prav je hemofiliki, to zdaj? Ja. To je plus bandaža. Ja. Ampak metotrexat je citostatik, ne? Pravzaprav na nek način ga lahko, pa ga metotrexat prepreči podvojevanje celic in na ta način zmanjšuje vnetje, delno pa tudi ga lahko včasih pri kakšnih od rakavih bolnikov uporabljajo, ampak je zdaj bolj ali manj se metotrexat uporablja za kronična vnetna obolenja. Ampak v smislu stranskih učinkov? Ne, nima, ker je ostane vse v sinovi, ne gre ven, skratka zelo malo, sicer nekaj malega se metabolizira, ampak to je ena taka dobra zamenjava za vse ostalo. Plus bandaža, torej plus ovijanje sklepa, ki ga tako verjetno, če se vam to dogaja, vam svetujejo, verjetno zmanjšate vstop krvi v sklep, in če to delate. Imate kakšne te bandaže, če vam prihajate krvavitev? Ne. To je tudi ena dobra kombinacija. Tako da, skratka na ta način, ampak seveda morate vedeti, kje ta je, če je to en sklep, če je to več sklepov prizadetih, potem je to že vprašljivo. Še kakšno vprašanje mogoče? Koliko pa paracetamola pojeste, tako, torej koliko recimo lekadolov pa veliko, če vas boli? Jaz ne. Vrlo. Ker to je jetra, vam bojo hvaležna. Ko se enkrat navadim na neke tablete, jaz sam pri sebi vidim, potem to kar gre. Imaš občutek, da moraš vzeti, že preventivno. Jaz malo kombiniram, kot ste rekli, ker je boljši učinek. Tako, učinek je boljši pa... Pa razbremeniš malo, ker ni vse na isti bazi ne deluje. Tako, vsako zdaj ima svoje prebenišče, bolj ali manj. Tako da dobro, to je to. Hvala lepa, če ni, bo še kakšno vprašanje pri večerji.